lepo je biti tu z vami. Imam po moje 12 minut, da delim na hitro mojo zgodbo in da vam mogoče nekako odprem kakšno okno v drugi svet, včasih bolj iracionalen kot racionalen zares. Najprej bi rekel tako, da jaz ne vem, če se mi vsak moški želi, zato ker moji otroci moje hrane ne marajo, ne večkrat preveč in bežijo k nonam oziroma k noni 1 in noni 2 na kosilo, na večerjo, zato ker pač način kuhanja hiše Franko pač včasih ne sodi najbolj v družine. In v bistvu tudi časovno, včasih nas je 36 za mizo, toliko nas je ta trenutek zaposlenih in pač v bistvu ne kuhaš vedno otrokom pisano na kožo in včasih tudi možu ne, tako da ne jeva vedno skupaj. Kakorkoli, na hitro mogoče v moji zgodbi. Sama sem rojena v družini intelektualcev, oče je zdravnik, mama novinar. V Posočje oziroma v Tolmin smo prišli, zato ker je oče kot pulmolog dobil tam službo. In potem kot v vseh takih zelo intelektualnih družinah obstaja neka vizija razvoja otrok. Se pravi, morajo biti vsaj toliko pridni v šoli, veliko se bere, potem pa seveda šport. In pri meni in prav tako pri sestri je bila ena taka, po moje, veliko odkritje na nek način, ker sva obe precej za šport nadarjeni. In tako se je začela v bistvu po moje že od mojega prvega razreda osnovne šole pa tja potem do konca srednje, to moje obdobje smučanja. Bila sem v bistvu najprej v pionirski, kasneje v mladinski jugoslovanski reprezentanci. Mogoče ne vedno najbolj srečna, zato ker se nikoli nisem vprašala, če to zares rada počnem, ampak je to pač bila ena inercija, ki se je dogajala oziroma nekaj, kar je bilo zame predvideno. Istočasno sem malo svoje sanje uresničevala v plesu in sicer že kar pomnim, sem plesala v različnih skupinah, tako da nekako prihajala iz smučarskih treningov, pa potem šla na plesne vaje tu na dnevni bazi in poleg tega so starši nekako pričakovali tudi dober uspeh v šoli. Tako da kar nekaj sem končala gimnazijo in v bistvu ugotovila, da nimam nobene vizije, kaj bi pravzaprav rada počela naprej. Predvsem sem vedela, da nočem več smučati. In to je bila ena taka kar velika drama doma, ker je nekako bilo potrebno očetu, ki je videl hči nekako na visoko nekje na svetovnem vrhu smučanja, razložiti, da ne glede na to, da je bila lanska sezona super in ne vem, da sem bila v mladinski reprezentanci, jaz ne vidim več, zakaj bi to počela naprej. In na drugi strani sem verjela v to, da bom nekoč lahko plesalka in potem mislim, da je trajalo pol leta, da je prišlo do ene večje poškodbe in so se plesalske sanje nekako uničile. Imela sem eno hujšo operacijo na nogi, nevrološko in takrat pač mi je doktor Dolenc rekel, draga moja, bo treba početi kaj drugega v življenju. In sem bila pred vpisom na fakulteto, takrat sem želela študirati ples in potem sem rekla, ok, moram najti pač novo vizijo zase in se tako odločila za študij diplomacije na Tržaški univerzi. Zdela se mi je ena taka super odločitev, zato ker nisem dejansko vedela, kaj bi želela in diplomacija, mednarodne vede diplomacija ti daje tak širok pojem znanja od ogromno geografije, zgodovine, politologije, 5 jezikov, ekonomije, prava. Tako da nekako se mi zdelo, da lahko, ko končaš fakulteto, se končno odločiš, kaj bi zares počel. No, in fakulteta je bila težka in dela je bilo ogromno in dejansko, ko sem primerjala sestro, ki je delala filozofsko fakulteto v Ljubljani, komunikologijo, sva primerjala izpite, sem imela 3 take knjige in ona je imela 2 taki skripti. In zakaj ni pošteno, na koncu so obe fakulteto končale in pri meni je dejansko bilo truda tako krat 5. Ampak vseeno, ko tik pred diplomo sem spoznala mojega moža, trenutnega moža, oziroma upam, da moža za vedno. In v bistvu največja drama doma je bila, da je on bil fant iz sosednje vasi, doma so imeli gostilno, zares gostilno.
In Walter v življenju ni nič drugega počel, kot dejansko se ukvarjal z gostinstvom, končal gostinsko šolo in med drugim sicer tudi tečaje someljejstva v Italiji, ampak pač za mojo družino pač so bile to delovne roke, nekdo, ki se ukvarja z obrtjo in mogoče ne toliko z glavo. In drame, ki sem jih naslednje leto v družini dajala čez, so po moje dobra lekcija vsem staršem, ne glede na to, katere generacije so, da mislim, da včasih treba otroka poslušati in mu pustiti prosto pot, če se za nekaj odloči, predvsem, če je trmast in v to verjame. Ker jaz z očetom nisem govorila pol leta in je mogla babica ukrepati, da je nekako naredila en diplomatski mir med nama. Mama pa še danes, v bistvu, ko jo ljudje soočijo s tem, da njen otrok kuha, še vedno sem pač njen otrok, in da uporablja roke in po njeno mogoče ne dovolj pameti, se čisto v bistvu postavi v defenzivo in ljudem reče, ne, moja hči ne kuha, moja hči je šef. In je zdaj, če mama, kje je razlika? V bistvu, če pogledaš moje roke, so roke utrujene, roke, ki delajo in praktično perejo, režejo, imajo žulje in niso najbolj ženske roke. Tako da v bistvu to obdobje, ki ga ne privoščim veliko otrokom, čeprav ni slabo, da ga daš čez, zato ker mislim, da ko enkrat premagaš takšne ovire, potem je vsaka pot manj trnova in manj težka. V glavnem, tu je bila ena težka plat, druga je pa bila, da sem v bistvu šla v kuhnjo znanje diplomacije, 5 jezikov, zgodovine in ekonomije, nisem pa skoraj nič vedela v kuhanju. Ampak zdelo se mi je, da če želimo Hiši Franko zagotoviti eno prihodnost, če želimo, da nekako da bomo v njej uživali, je potem potrebno delati kvalitetno in predvsem zgraditi filozofijo. In prva leta so bila leta rojstva 2 otrok, Sviti in Eva Klara sta bila rojena v 1. in 2. letu, potem ko sem šla v kuhnjo, se pravi, so otroci v glavnem bili vozički parkirani v kuhnji, dojenje med kuhanjem, včasih je treba večerje ustaviti, ogromno dela je bilo praktično vloženega v učenje in v znanje, ampak vedno je ostajala, mislim, da ta nekako želja potem, da vizija, disciplina in motivacija, zato ker sem želela, da bi ne viseli na radiatorjih ob nedeljah za kosilo in čakali, da bo kakšen avto prišel in da bo kdo prišel jesti, ampak da lahko nekako od tega dobro živimo. 14 let smo rabili, 14 težkih let, v bistvu predvsem na prvih 10 let, ko je bila ta učna faza najbolj intenzivna in ko v bistvu, glede na to, da nisem nikoli niti stažirala v drugih restauracij, je bilo treba v bistvu razumeti, kako postaviti na noge sistem, ki funkcionira, se pravi gostinstvo. V bistvu velika večina ljudi ne ve, da je to ena taka zelo močna industrija, da je potrebno vedeti, kako organizirati majhno kuhnjo, veliko kuhnjo ali velik hotel. To so praktično cele znanosti in vse te korake praktično poleg znanja kuhanja in razumeti, kaj bi želeli narediti, je bilo treba ustvariti. Mislim, da največja zgodba Hiše Franko v zadnjih 14 letih je verjetno ta veriga kmetov, živinorejcev, nabiralcev, ki se je spletla okrog nas. Hiša Franko je danes verjetno bolj kot pač neko kulinarično svetišče, mogoče osrednji člen te verige, ki spodbuja ekonomsko-socialni razvoj Posočja, kar pomeni, da s tem, da mi jemljemo lokalno in da spodbujemo kmete, da ohranjajo tradicije, se pravi tako, ne vem, jančkov, kozličkov, vrtov, nabiralništva, se pravi borovnice, divje maline v času, ko rastejo in kmetje oziroma lokalni ljudje vejo, da je tam nekdo, ki bo to odkupil. Na drugi strani je tudi močna socialna nota, predvsem zato, ker veliko mladih se, ko sem jaz bila otrok iz Posočja, izselilo, večina otrok je šlo že v srednjo šolo, v glavnem Ljubljano in Novo Gorico in potem tam tudi ostalo, zato ker se dejansko v Posočju nekako, ne da niso znašli, ampak je bilo nemogoče najti službo, ki bi lahko ustrezala vsaj malo ambicioznemu človeku. Mislim, da danes Hiša Franko pokaže mladim, da lahko v Posočju ostanejo in ustvarjajo. Tu je pa seveda tudi win-win situacija, nekako naša zmaga. Hiša Franko je danes, kjer je, torej
za leto 2017 na 69. mestu najboljših restauracij na svetu. Pa to ni samo, to ni tako malo, ker ljudje, ki glasujejo, to glavnem industrija iz celega sveta, industrija, govorim, novinarji, opinion makeri, ljudje, ki krožijo zaradi restauracij. V glavnem hodijo po že načrtanih poteh, se pravi to New York, London, Pariz, Kopenhagen, Južna Afrika. Slovenija je v bistvu dežela, v katero smo mogli dobrojedca prepričati, da najprej pripotuje in potem ga prepričati in verjetno je zato bilo potrebno včasih dvojno truda, da smo vredni pozornosti. Naša vizija za prihodnost je v bistvu, mislim, da na nek način poroka med našim profesionalnim in osebnim življenjem. Ni vedno najbolj enostavno, z Valterjem oba od jutra do večera delava, imava dva otroka, stara 13 in 14 let ta trenutek, ki zahtevata veliko pozornosti in je tudi dobita v bistvu, kadar imata svoje tekaške tekme, jaz vedno odložim svojo kuharsko jakno in jo odpeljem, tudi če potrebno 2 ure zraven in navijam in potem ljudje niti vejo, ne, grem nazaj v jakno in nazaj v kuhnjo. Sestavili smo tim približno od 36 do 40 ljudi, ki ta trenutek za nas dela. Kolikor lahko črpamo iz okolja, se pravi, da nekako naše, bom rekel, naš denar, naša ekonomija kroži lokalno. V kuhinji je ta trenutek verjetno 17-18 ljudi. Tam so glavni ljudje iz celega sveta, ker malo nam mogoče Slovencem zmanjka včasih motivacije za tako težaško delo, kot je kuhnja, kjer je potrebno dejansko od jutra do večera se pripravljati za tistih 50 večeri in potem drug dan spet in drug dan spet in drug dan spet. Tako da jaz bi rekla, mogoče smo uresničili svoje sanje, jaz bi želela mogoče včasih seveda kakšen dan več prostega časa, ampak jaz mislim, da je to potem že ne več sanje, ampak neke vrste bogatstvo. Tako da vam povem naslednjič, če se bo zgodilo. Toliko od moje strani.